Izdaja je elektronska, ker se ukvarja z varstvom narave in tudi skrbimo za to, da čim manj dreves posekamo. Podpikselsko kartiranje za zaznavanje sprememb v rečnih okoljih je naslov knjige, katere avtorji smo Liza Stančič, Žiga Kokalj in pa jaz. Je v bistvu nadgrajena doktorska dizertacija Lize, ukvarja se pa s prodišči. Prodišča so izredno pomemben naravni habitat, izredno dinamičen habitat, se pravi mešanica vode, proda, vegetacije, kjer živi ogromno rastlinskih in živalskih vrst in so zelo občutljiva in zelo spremljiva. Kako spremljati ta prodišča? Ena izmed možnosti je satelitsko-daljinsko zaznavanje in tega smo se v knjigi tudi lotili. Seveda težava pri tem pa je, da so piksli satelitskih posnetkov lahko veliki, preveliki. Prosto dostopni sateliti imajo ločljivost 10 metrov ali slabšo. Zato smo razvili metodo podpikselskega zaznavanja. Se pravi, znotraj vsakega piksla lahko ugotovimo, ali gre za pesek, vegetacijo, rastlinje in v kakšnem delu gre za te vrste. Metodo smo validirali, se pravi preverili s terenskimi podatki in se je izkazala za zelo učinkovito. Gre pa seveda za razvoj nove metode, ki je v delu tudi zelo podrobno opisana. Ko govorimo o prodiščih, seveda spremljamo ogromne razdalje rek in to našo tehniko smo aplicirali na primeru reke Soče in Save v Sloveniji, se pravi več kilometrov, več 100 kilometrov in reke Vjore v Albaniji. Izkazala se je za zelo učinkovito in omogoča spremljanje naravnih habitatov, človekovih posegov v prostor, sprememb v naravnem okolju, sprememb v vodah. Knjiga je napisana v angleščini, zato da doseže širšo publiko. Komu pa je namenjena? Namenjena je seveda vsem, ki se ukvarjajo s prodišči, geografom, naravovarstvenikom, hidrologom, pa tudi tistim, ki želijo nove razvite tehnike uporabiti kje drugje, se pravi geoinformatikom, geodetom in tudi računalničarjem na splošno. Hvala.